Originalni Fiat 500, ki je luč sveta ugledal leta 1957, je imel popolnoma zaprto prednjo masko. In na nek način se k originalu ponovno vrača tudi novi 500, saj tudi njegova maska skoraj povsem zaprta. Originalnega Fiata 500 je namreč poganjal majhen dvovaljni bencinski motor, ki je bil nameščen v zadku vozila. Zato tukaj spredaj ni potreboval tistih odprtin za hlajenje. No, novi 500 pa oblikovnega kroga ne sklepa zaradi takšne rešitve, ampak zaradi izključno električnega pogona. To je zmogljivejša različica z večjo izmed dveh razpoložljivih baterij. Ta ima tisto uporabno kapaciteto dobrih 37 kWh, polnimo pa jo lahko z največjo močjo 85 kW. Če boste večino časa varčno vozili v mestu in se približali nekako porabi 12 kWh na 100 prevoženih kilometrov, boste lahko z enim polnjenjem naredili tudi več kot 300 km. Na avtocesti pa so nas prepričali predvsem asistenčni sistemi. Sistem za zadrževanje vozila v sredini voznega pasu in pa adaptivni tempomat zelo dobro delujeta. Za nameček pa je tale volanski obroč tudi kapacitiven, kar pomeni, da vse skozi zaznava naši dlani. V notranjosti se zares opazi mojstrstvo italijanskih oblikovalcev, ki so z nekaj privlačnimi detajli razbili občutek, ki ga daje nekoliko več grobe plastike. In tu sta tudi dva povsem nova digitalna zaslona. No, seveda v takšnem mestnem malčku se boste najbolje počutila dva potnika. Nam je zares všeč celoten paket posebnosti, ki jih prinaša novi 500. Pogosto pri testih električnih avtomobilov namreč ugotovimo, da tem avtomobilom nekoliko primanjkuje značilnega karakterja. No, tokrat smo našli svetlo izjemo.